V soboto 19. aprila je v športnem objektu v Zgornji Kungoti potekalo državno prvenstvo gluhih v badmintonu. Dogodek je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije, pri čemer so sodniki iz badminton kluba Kungota tekmovanje strokovno podprli. Prišli so športniki iz različnih delov Slovenije, med njimi 6 moških, 8 žensk in 3 mladinci, ki so se pomerili za naslove najboljših v državi. Na otvoritvi so bili prisotni tudi nekateri gostje, med njimi predstavniki lokalnih oblasti. Za nas je bilo že v lanskem letu, ko smo izvedeli, da smo dobili kandidaturo za organizacijo državnega prvenstva gluhih v badmintonu, res en velik izziv. Ustanovili smo delovno skupino, razdelili smo naloge, kaj bo kdo naredil, potem smo pa začeli iskati primerne prostore. Potem smo se povezali z organizatorjem tukaj badminton kluba Zgornja Kungota in potem smo se dogovorili, kako bomo to izpeljali. Potrebovali smo še več zagotovil za sodnike, za slavnostne govorce, tako da naša organizacija je potekala korak po koraku, potem smo pa pravočasno obvestili tudi vsa 13 društev v Sloveniji. Seveda smo pričakovali veliko udeležbo, res je, posebej smo ponosni, da smo prepričali Športno zvezo, da uvrsti tudi kategorijo mladi. Udeležba je zelo velika, zanimanje je bilo veliko, ni bilo važno starejši ali mladi, vsi so želeli se potruditi. Prvič sem igrala badminton v mladinski kategoriji in bilo je zelo zanimivo. Nova izkušnja ter vključitev v šport mladih. Na prvi tekmi sem zmagala brez večjih težav. Druga tekma je bila bolj napeta. Rezultat je bil izenačen 1:1, a mi je na koncu uspelo in osvojila sem prvo mesto. Želim si, da bi se v badminton vključilo še več mladih. Mladinci so se prvič preizkusili v neuradnem tekmovanju v mešani kategoriji ter dobili dragocene izkušnje in spodbudo za nadaljnje športno udejstvovanje. Celotno dogajanje je potekalo v izjemno pozitivnem vzdušju, prežitem s športnim duhom in vzajemnim spoštovanjem. Danes sem zelo vesela, da sem osvojila 3. mesto. Tekmovanje je bilo težko. Tukaj sem že prej trenirala. Upam, da bom naslednje leto še boljša. V prvi tekmi, ki sva jo igrali skupaj, se nisem dobro počutila. Ne vem, kaj je bilo. Morda sem bila preslaba ali sem slabo udarjala z loparjem. Mogoče sem bila nervozna ali sem imela tremo ali je bilo kaj drugega. V drugi in tretji tekmi pa je bilo bolje, saj sem dobila občutek, da moram zmagati. To me je dvignilo. V polfinalu sem igrala proti Ani, ki je lani osvojila 3. mesto. Pomislila sem, kar bo pa bo, in skušala ohraniti pozitiven odnos. Na koncu mi je uspelo in sem jo premagala. V finalu sem bila ponovno skupaj z Doro. Bila je zelo izenačena tekma, a sem na koncu zmagala. Z njo sem v prvem setu izgubila, potem pa sem izenačila na 1:1. Tekma je bila naporna. Če zmagaš z 2:0 je lažje, vendar če je 1:1, moraš igrati še 3. set. Rezultat je bil zelo izenačen. Komaj sem jo premagala z 2:1. Polona je odlično igrala. Jaz sem tukaj nastopila prvič.
Upam, da bo naslednje leto še boljše in da bom uspela zmagati. Ko smo začeli, so bili v vsaki skupini po 3 tekmovalci. V svoji skupini sem si želel osvojiti prvo mesto in mi je uspelo. V polfinalu sem zmagal in se uvrstil v finale. Pričakoval sem, kdo bo tam, to je bil on, z njim se vsako leto boriva. Hvala Bogu, da mi je letos uspelo vzeti vsaj en set. Rezultat je bil izenačen, 1-1, a v tretji igri mi je na koncu zmanjkalo moči, tako da me je na koncu premagal. Vse tekme sem zmagal in napredoval naprej. Že od začetka sem vedel, da se bova v finalu srečala s Tomijem. Ko sva začela igrati, nisem pričakoval, da bo rezultat tako hitro izenačen 1-1. Bil sem presenečen. Priznam, da sem tudi sam naredil nekaj napak, a sem se potem res potrudil. Uživam v takih borbah. Na koncu sem ga premagal, ker sem hitro našel pravo tehniko. Še bom vztrajal, dokler ga ne premagam. Badmintonarji in badmintonarke so se izkazali z zbranostjo, natančnostjo in pristnim športnim duhom. Vsak udarec z loparjem in vsaka odigrana žogica sta odražala njihovo borbenost ter ustvarjala nepozabne trenutke. Takšni dogodki krepijo športnega duha, povezanost in občutek skupnosti. Naslednje državno prvenstvo bo potekalo v soboto 24. maja v bowlingu Trojic, organiziralo pa ga bo DGN Ljubljana v bowling klubu 300.